Mateju odmerajo mišice, tako da ga že preproste fizične dejavnosti hitro utrudijo, pravi mamica. Dejansko se mu stanje že fejst poslabšalo in smo zdaj na teh steroidih, ki mu majčkeno vzdržujejo to mišično moč. Drugače pa v bistvu se pričakuje, ne vem, pri enih najstniških 11 letih, da ne bi izgubil možnost hojanja, bi prestal na invalidskem vozičku. Hiša na Studencu, kjer živijo, še ni prilagojena gibalno ovirani osebi. Počasi urejamo, ampak tudi denarna stiska je najmanj težko. Delamo pa na tem, da bi bilo čim prej pripravljeno, ker ne vemo točno res, kdaj tudi zdravniki ne vejo, kdaj bo nastopilo to. Ker je tudi že zdaj omejen gibalno, ne? Tudi po stopnicah težko hodi in soboma ko mora po stopnicah jeti vsak dan. Zaradi svojega stanja je Matej veliko bolan, ko pa je v vrtcu, se rad pridruži pevskemu zboru, pravi zborovodkinja, sicer pobudnica dobrodelnega koncerta. Sem malo pobrskala in poiskala svoje glasbene kolege, kateri so se zelo z veseljem odzvali in priskočili na pomoč, če tako rečem, odrekli vsega honorarja in vseh potnih stroškov. Pomočnica ravnateljice vrtca je zadovoljna z odzivom ob njihovem klicu na pomoč za Mateja. Kamorkoli gremo in jih prosimo za pomoč, vedno nam pomagajo. Nobeden nam še ni odklonil pomoči, tako da je odziv kar velik. Ja. Vstopnina za koncert ni določena. Četrtkov koncert se bo sicer v športnem domu pri bazenu začel ob 17.